Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Manfred Jakob in prihajam iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Lep pozdrav tudi v imenu partnerjev projekta EIP Zrnate stročnice, pridelava, predelava in uporaba. Naš projekt je v drugem letu izvajanja aktivnosti. V letošnjem letu smo veliko časa namenili predvsem predstavitvi praktičnih preizkusov na kmetijskih gospodarstvih in prenosu novih znanj ter izkušenj do pridelovalcev, strokovnjakov in seveda ostale zainteresirane javnosti. V samem projektu nas sodeluje 11 različnih partnerjev. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je tukaj kot koordinator. Potem imamo 3 raziskovalne inštitucije, Biotehnično fakulteto z oddelkoma za živilstvo in agronomijo, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo iz Žalca. Iz strani svetovalne službe sodelujemo in je vključena v projekt Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto ter 6 kmetijskih gospodarstev, med njimi največje je podjetje Žipo, njena specifika je ohranitveni način obdelave tal. Potem imamo kmetijsko gospodarstvo Leskovšek iz okolice Žalca, kjer potekajo aktivnosti z pridelavo visokega fižola. Potem imamo ekološko kmetijo Topolovec iz Veržeja in pa 3 kmetijska gospodarstva, ki nekako že imajo izkušnje z področja pridelave zrnatih stročnic in soje, to je kmetija Korej iz Bele krajine, potem kmetija Ferlani iz okolice Ljubljane in pa kmetija Grubič iz okolice Brežic. Treba povedati, da smo precej velika skupina, da je potrebno veliko energije za koordinacijo, vendar nam ravno ta različnost precej pomaga pri izvajanju in pa pridobivanju rezultatov samega projekta. Pri pripravi projekta smo nekako vzeli za izhodišče, da imamo v Sloveniji zelo ugodne pedoklimatske razmere za pridelavo soje in drugih zrnatih stročnic in da imamo veliko znanja, vendar to znanje je potrebno nadgraditi, posodobiti, dodati tista specifična znanja, ki jih pridelovalci na terenu iščejo, tako v predelavi in sami uporabi zrnatih stročnic. Nekako smo ugotovili tudi, da veliko stročnic in pa predvsem soje, ki jo pridelamo v Sloveniji, na žalost ne znamo pokoristiti, jo izvozimo. Na ta način verjetno je posledica, da na kmetijah pridelane stročnice niso prepoznane kot dodana vrednost ali v obliki beljakovinske krme na živinorejskih kmetijah ali kot kolobarni členi na poljedelskih kmetijah. Verjetno manjka neka določena znanja. Temu je razlog verjetno, da ta poraba ni na slovenski kmetiji večja, ker slabi pokritosti naprav za toplotno obdelavo stročnic. Da bi bila poraba večja pri tistih podjetjih, ki koristijo surovino, pa bo potrebno verjetno prilagoditi določeno tehniko pridelave in pa tudi prilagoditi sortni izbor. Cilji projekta so v obeh letih, pa tudi v 3. letu, so nekako usmerjeni v promocijo pridelave, poudarjanju in pa izkazovanju možnosti in pa pomenu zrnatih stročnic, optimizaciji pridelave in povečanja konkurenčnosti z ostalimi poljščinami, povezavi celotne verige. Želimo spoznati vse deležnike, da ugotovijo, kakšne so potrebe, kaj kdo lahko v tej verigi ponuja. Povečati želimo tudi ponudbo domače soje brez GSO in s tem ponuditi nove produkte in pa znamke na trgu. Vsem deležnikom v verigi ponuditi potrebna znanja in seveda s tem tudi omogočiti hitrejšo doseganje ciljev varovanja okolja na nacionalni ravni. Vemo namreč, da so v nastajanju oziroma v postopku sprejemanja veliko strateških dokumentov,
na področju kmetijstva in varovanja okolja, kjer pomembno vlogo igrajo ravno zrnate stročnice, tako pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvo, zagonu krožnega gospodarstva in kratkih verig. Vse to bo možno seveda ob nujni podpori pri izgradnji potrebne infrastrukture. Tukaj mislimo predvsem na skladišča, potrebno opremo za dodelavo zrnja, lokalni pokritosti strojev za termično obdelavo, stiskane olje in podobno. Rezultati, ki smo jih v teh 2 letih pridobili, nekako delimo v 3 delovne sklope. V letošnjem letu smo veliko, kot je že bilo omenjeno, aktivnosti usmerili v prenos znanja v prakso. Veliko smo bili prisotni v različnih medijih, tako lokalnih kot tudi nacionalnih, v kmetijskih oddajah. Veliko smo predavali, verjetno ste nekateri izmed vas bili tudi prisotni na katerem izmed naših dogodkov. Z temi aktivnostmi bomo seveda nadaljevali tudi v naslednjem letu. V delovnem sklopu, ki je namenjen optimizaciji tehnologije pridelave, smo veliko časa namenili pripravi priporočil dobre kmetijske prakse. Na tem področju v delovnem sklopu 2, ki je nekako bolj živinorejsko obarvan, smo nekako proti koncu izdelave prototipa naprave za pridobivanje olja in toplotno obdelavo sojenih pogač. V pripravi je protokol termične obdelave soje, potem priprava vsebin za izračun krmnih obrokov, tako za prežvekovalce kot za neprežvekovalce. V tretjem sklopu, ki je namenjen humani prehrani, smo naše aktivnosti usmerili k vrednotenju primernosti uporabe fižola sorte sivšek in različnih sort soje za pripravo različnih namazov, pripravi rastlinskih namazov, pripravi kislega testa za vključevanje v različne pekovske izdelke, proučevanje vpliva pasterizacije na strukturne in senzorične lastnosti, izvajamo pa tudi testiranje primernosti posameznih sort soje za pripravo tofuja. Na eni izmed kmetij, na ekološki kmetiji Topolovec v Veržeju, je nastal tudi en zanimiv videoposnetek, ki ga je zanimivo, da ga delim z vami. Pa si ga pogledamo. She keeps away shadow in a pretty cabin in a lovely case, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for freeze job and Kennedy at a time of invitation you can't take caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder integrity, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended evidence, insatiable and appetite. Wanna try? Avoid complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, trying out not to get you right up. Been again incident things without a land. Looking naturally, such a girl she couldn't care less. Specific and precise. She's a killer queen, gunpowder integrity, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
Podobne videoposnetke z strokovnimi vsebinami in pa priročnike imamo namen tudi izdelovati v naslednjem letu, kjer bo med ostalim tudi velik poudarek širjenju rezultatov z ogledi na kmetijah in seveda preko različnih medijev, izdelave diplomskih in pa magistrskih del. Aktivno želimo sodelovati tudi pri vključevanju zrnatih stročnic v skupno kmetijsko politiko. Z kolegi iz Kmetijskega inštituta smo pripravili en predlog vključevanja zrnatih stročnic v naslednjo kmetijsko obdobje in skupaj z Kmetijskim gozdarskim zavodom Novo mesto in pa Kmetijsko zbornico upam, da bomo uspeli najti ugodno rešitev za vključitev teh zrnatih stročnic v skupno kmetijsko politiko. V oktobru pa nekako pripravljamo izvedbo zaključne konference v Mariboru na Fakulteti za kmetijstvo oziroma glede na stanje z covidom, če ne bo druge variante, tudi preko spleta. Pogledi vključenih deležnikov v naš projekt najbolje povzema v bistvu kolegica, svetovalka iz Novega mesta, ki je zapisala: v projektu sodelujem, ker je iskanje optimalnih tehnoloških rešitev v skupini raziskovalcev, kmetov in svetovalcev učinkovito, prijetno in zanimivo. Prepričana sem, da je taka oblika dela ob zmanjšanju administracije nujnost za uspešne kmetije, svetovalce in znanost. Upajmo, da bodo še podobni projekti nadaljevali tudi v prihodnje. Za konec povabilo na našo spletno stran projekta zrnatestročnice.si, kjer najdete pretekle dogodke, če ste jih zamudili, obvestila, vabila na dogodke, ki se bojo odvijale v letu 2021 in vabili na naše dogodke. Hvala za pozornost in lep pozdrav.